Ali te poznam, je vprašal drugačen. Poznaš, se je nasmehnil čudni gost. Seveda, dobro si me oglej. Drugačen ga je gledal. Ogledal si je čudnega gosta z vseh strani. Ni vedel, kaj bi rekel, zato ni rekel ničesar. Kaj ne vidiš, je vzkliknil čudni gost. Prav tak sem, kot ti. Ti si drugačen in tudi jaz sem drugačen. Spet je stegnil šato in se nasmehnil. Vabim gospod Vojko Havlas iz osnovne šole doktorja Ljudevita Pivka Ptuj, da nam predstavi svoje izzive, s katerimi se je soočala preko dela v projektu. Predavanje nam bo pod naslovom Izziv vključevanja mladih z lažjo motnjo v duševnem razvoju v lokalno okolje. Jaz vam bom predstavila danes ne toliko mogoče zbir vsega, kar smo v 5 letih počeli na osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka. Mislim, da sem dobro slišati. Hvala, bo bolje. Torej, ne toliko, kaj vse smo počeli, če vas zanima, ker počeli smo veliko stvari, vas že zdaj ljubno vabim v naš spletni svet, na blog ali pa na Facebook stran, vključimo se in si potem tam tudi veliko vsega lahko ogledate. Na naši šoli v projekt vključujemo učence za lažjo motnjo v duševnem razvoju, tako da smo torej zdaj v 5 letih vključili več kot 30 devetošolcev. Sicer mogoče ni ravno zdaj pomembno izpostavljati, da so to ravno mladi z lažjim motnjo v duševnem razvoju, ampak vseeno pa ni čisto nepomembno. Namreč soočajo se z določenimi posebnostmi, zaradi česa obiskujejo osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom in morda pri njih na prvi pogled niti ni tako zelo opazno, da na posameznih področjih potrebujejo prilagoditve in tudi na katerih področjih to je. Dejstvo pa je, da to pomembno vpliva na njihovo delovanje v družbi, da vpliva na njihovo nadaljnje šolanje in tudi na njihove poklicne odločitve. Kar se mi zdi pomembno v prvi vrsti je to, da zmoremo videti onkraj teh nekih posebnosti, torej njihova močna področja, njihove interese, to, kar oni so kot celota, kot osebe. Ko sem jih vprašala, kako oni razumejo to besedno zvezo vključevanja v lokalno okolje, so izpostavili naslednje. Posneli smo proslavo, ogledali smo si srednje šole, možnosti za izobraževanje, družili smo se s starejšimi iz domov upokojencev, družili smo se z otroki, z igralko, Duško, Učak, Markoš. Spoznali smo poklice, preizkusili smo se v njih, šivali smo kar večkrat povedali, šivali smo malo na šivalni stroj, pa spet na roko, šivali smo marsikaj, potem smo to, rekli so sicer prodali, vse nismo prodali, se veste, da nismo prodali. Potem smo plesali skupaj na tržnici, ja, in vse to je vključevanje v lokalno okolje. Zraven tega pa je vključevanje v resnici tudi to, da posameznik ve, razmišlja o tem, kaj je tisto, kar si želi, da samostojno odloča o nekih življenjskih
vprašanji, ki zadevajo njega samega. Da aktivno sodeluje v skupnosti, da ima dostop do vseh možnih informacij, ki jih potrebuje, da pridobiva različne medosebne izkušnje, da pridobiva tudi poklicne, delovne izkušnje, čeprav gre za 15-letnike. Posledično pa vključevanje potem res pomeni tudi, da živijo neko bolj izpolnjeno življenje, ki ga ponavadi opišemo kot da dobro živimo, rečemo. In vključevanje v tem pomenu, torej kot proces nekih vzajemnih odnosov, ki osmišljajo bivanje slehernega posameznika, ne glede na njegove potrebe, je zelo lepo likovno ujela naša bivša učenka. In ta slika je potem postala tudi logotip našega projekta. Jaz sem zelo vesela, da je ta naša bivša učenka, danes dijakinja, bila danes tukaj z nami. Vsi, ki ste bili na odmoru, ste jo lahko videli in spoznali. V bistvu sta bili tukaj z nami 2 bivši učenki, ki sta vključeni v srednješolsko izobraževanje v tukajšnji tujski šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo se zdaj imenuje. Včasih je bila biotehniška šola in zelo sem vesela, da smo vključili, da sta torej tudi oni še naprej na nek način lahko sodelovali z nami. Saj je tudi to pomembno, da sodelujemo za srednješolskim izobraževanjem. Vesela pa sem tudi to, da uspešno nadaljujejo šolanje, ne samo ona, ampak tudi drugi, in da upam uspeh najde tudi malo kasneje v zaposlitvi. O socialnem vključevanju govorimo mogoče zato, ker opažamo, da se posamezniki iz ranljivih družbenih skupin. Zdaj mogoče ne bom več čas uporabljala izraza, da so posebej s posebnimi potrebami, ker so na nek način to etikete. Ampak tudi to, ne, da sodiš v ranljivo družbeno skupino, je etiketa, če želiš ali ne. Torej, posamezniki, ki so bolj ranljivi od drugih, no, vse v nekem segmentu srečujejo z izključenostjo. Ali je to zaradi nekih nizkih izobraževalnih dosežkov v šoli, ali zaradi nižje podpore za izobraževanje, zaradi šibkejših veščin, zaradi nizkih prihodkov družine, slabega zdravja, zaradi posledične pasivnosti in podobnega. In vidim, da je izobraževalni sistem vseeno tisti, ki ti ne da samo neko znanje, ampak ti da tiste vrste podporo, ki ti potem enkrat pomaga prestopiti kakšno oviro več. Zato smo mi našim mladostnikom poskušali dati čim več priložnosti za aktivnejšo vlogo, zato da so povečali svojo samozavest, svojo samostojnost. Od leta 2017, ko smo začeli s temi aktivnostmi, smo najprej sodelavcem Antonom Lahom, ki je danes tudi z nami, začeli torej s temi prvimi koraki z namenom dviga socialnih in kulturnih kompetenc ali pa socialnega in kulturnega kapitala učencev in smo začeli posegati izven izobraževalnega področja, v bistvu v njihov prosti čas. Zakaj? Zato, ker je zelo pomembno, da prosti čas preživijo čim bolj kakovostno, pa tudi, če se mogoče tega ne zaveda, da je čisto ne, v tej meri, kako kakovostno to je in kaj to zanje pomeni. Tako smo obiskovali različne prireditve in se imeli resnično dobro. Socialne izključenosti pa se v bistvu ne srečujejo samo osebe s posebnimi potrebami, ampak različne druge ranljive skupine in da bi bili mogoče vsi skupaj bolj videni, da bi na tak način pridobili morda tudi več veljave. Smo potem s kolegico Romano iz Društva Sožitje Ptuj oblikovali zelo zanimiv koncept, medgeneracijski dogodek skupaj pobarvani dan, ki ga izpostavljamo mogoče zato, ker je zdaj zadnji večji projekt, ki smo ga v okviru tega velikega projekta izpeljali. In se mi zdi, da res v najboljši možni
različnih oseb, da se ne omejujemo res samo na našo populacijo. Tudi tukaj je bila res taka krasna, čudovita množica. Videli boste večkrat Urško, ki je res krasna in naskoči, kadarkoli je to potrebno, pa tudi če ne bi bilo treba, ne? Ampak ti si tu in sem zelo vesela. In tudi vsi drugi so res, kar ne se tako pozitivne energijo. Tako da smo se res takrat povezali z najrazličnejšimi lokalnimi zavodi. Eni se ukvarjajo z ranljivimi skupinami, drugi pa ne, ali pa tega niti ne opazimo, da jih ne naštevam. V 4 letih se je nabrala kar lepa ekipa. Zdi se mi to pomembno, ker se ne želimo ukalupljati v neke okvire, ker to smo zdaj mi, potem so tam drugi, kdo so drugi, pa smo sploh ločeni, bi morali biti ločeni, zakaj bi morali biti ločeni? Ker je družba vseeno bolj gost, kot je nek izoliran prostor, nekih posameznih takšnih ali drugačnih teles. Mi smo gost. Spodbujanje in podporo našim mladim pa smo predvsem želeli jim dati neko podporo, da bi lažje prehajali iz izobraževalnega v zaposlitveni sektor, čeprav gre za učence, ki imajo vmes še srednješolsko izobraževanje. Menimo, da zato, da pridobivajo osebe neke veščine, spretnosti, kompetence, da ni nikoli prezgodaj začeti. Zato smo se tudi mi tega lotili. Na kratki rok namreč mogoče res tukaj, če pogledamo, na kaj lahko vplivamo. Vplivamo lahko na informiranje, ne samo delodajalcev, vplivamo lahko na informiranje družbe. Mi se tukaj še ne srečujemo z delodajalci. Srečujemo pa se s posamezniki, ki tvorijo družbo. Našo lokalno družbo, v kateri živimo, v katere del smo. In ko nas spoznavajo, ugotavljajo, da nismo tako različni, kot se je to zdelo, preden so nas spoznali. Seveda pa lahko pomagamo tudi pri prilagajanju delovnega okolja z različnimi nasveti. Na trg dela si namreč želimo poslati mlade, ki bojo enkrat aktivna delovna sila. Ne samo aktivna delovna sila, ampak aktivni posamezniki. Vse prevečkrat se naši učenci soočajo z brezposelnostjo, enkrat kasneje, torej zaključijo z izobraževanjem, kakršnokoli pač je že to bilo in koliko dolgo je bilo, kar pomeni nizek socialno-ekonomski status, kar pomeni šibke socialne mreže, izolacijo, pasivnost. Mi pa jim želimo dati možnost, da so zadovoljni v življenju. In zadovoljen si, ko si samostojen, ko opravljaš neko delo, ko si odgovoren in se počutiš koristnega. Ime našega projekta je Vključimo se. In je v bistvu sinonim za razvijanje spretnosti, za nabiranje poznanstev, za nabiranje izkušenj, zato da bi ti, ki so danes učenci, enkrat jutri ali pa po jutrišnjem rekli, da lahko živijo dobro ali pa bolje. Tako smo recimo, da resnično ne predstavlja vsega, naredili ta program poskusne delovne prakse. V njo smo torej vsako leto vključili čisto vse devetošolce, ki smo jih imeli. Dosegla je več kot 30 mladih v teh letih. In tukaj so imeli v bistvu delodajalci priložnost, da so spoznali naše učence, da so začeli spreminjati stereotipno razmišljanje o njih, predvsem pa so seveda pridobili tudi mladi. Dobili so možnost učenja na konkretnem delovnem mestu, lahko so preizkušali lastne sposobnosti, ugotavljali, kakšen je določen poklic, kaj potrebujejo za upravljanje tega poklica,
Ugotavljali so tudi, da jim nekakšni poklic ne ustreza, čeprav so imeli občutek, da je to tisto, kar so si želeli. Namreč v okviru otroškega parlamenta mladi že več let izpostavljajo, da resnično pogrešajo konkretne informacije, da pogrešajo praktične veščine, da se želijo preizkusiti v nekih poklicih, da ne želijo samo poslušati v njih, ampak iti tja, pogledati, kaj se dogaja in se potem odločati. In to se nam zdi pomembno. Tako da smo potem tem mladim recimo, da dali možnost, da zadovoljujejo psihološke potrebe. Se pravi, da so kompetentni, učinkoviti pri nekem delu, da doživljajo uspeh, da so avtonomni, se pravi, da imajo možnost izbire, da se lahko sami odločajo, pa tudi, da se počutijo povezane, da čutijo v tej okolici, kjer so neko varnost, pripadnost, da so del tega. To jim daje motivacijo, tako kot vsem nam. In čeprav smo mogoče delali veliko, vseeno ostajajo neki izzivi, ki so recimo vprašanja, kako zmanjšati učinkovito neenaka izhodišča. Kako usmeriti pogled delodajalcev v močna področja. Spremeniti trg dela, se da, kako. S kakšnimi zaposlitvami bi se morali zadovoljiti mladi s posebnimi potrebami. Ker to, da ostajajo doma, pač ni dober, ni pravi odgovor na nič od tega. Bi pa vseeno želela zaključiti nekoliko bolj optimistično. Mogoče z izkušnjami, za doživetji, za vsem tem, kar bodo odnesli, ko bojo prestopili prag in odšli življenju naproti. To so tiste izkušnje, ki so jim mogoče nekaterim bolj, drugim manj odprle okno v svet, omogočile so jim participacijo, nova spoznanstva, to je doprineslo tudi k odpravljanju predsodkov, pospremile so jih recimo avtonomiji naproti. Tukaj je veliko pripomogel še en sodelavec, ki danes sicer ni tukaj, Simon Fras, tudi on je deloma pomagal na tej poti. Mogoče še najbolj pa to, da so jim vse te izkušnje dale neko drugo perspektivo, nekaj novega, o čem prej niso razmišljali. Pa si pogledamo zdaj nekaj likovnih vtisov. Recimo pri delodajalcih, to so bile različne trgovinice, različnih področji, ali so bile trgovine z predmeti, ali je šlo za kmetijsko področje, ali je šlo za kavoteke. Tu so se prvič naučili svoje spretnosti uporabiti v praksi, samostojno, odgovorno. Na tedenskih druženjih, te smo poimenovali igrarije v domu upokojencev Ptuj, tu so se urili v tisti drugi vlogi, poslušati, biti potrpežljiv, sodelovati, če je mogoče komu kaj potrebno dvakrat povedati, kar se bo slišal. Je mogoče potrebno kaj razložiti dodatno, počakati na odgovor in podobno. Ob predstavitvi šolske slikanice smo obiskali veliko zavodov in institucij. Bili smo po vrtcih, osnovnih šolah, v knjižnici, izvajali smo branje ulice z delavnicami. Tu so morda začeli vse
sebi razmišljati kot o kompetentnih osebah, ki imajo močna področja, ki lahko drugemu nekaj dajo, ki izvajajo delavnice, ki imajo vlogo ilustratorja in tako naprej. Medgeneracijske dogodke sem že omenila. V bistvu smo na teh povezovanjih skupaj pogovarjali dan, se učili drug od drugega. Na vseh možnih ravneh. Potem smo izvajali akcijo Vključi srce, katere vodja je bil sodelavec Simon Petek. Tu smo se povezovali na državni ravni z vsemi partnerji in z drugimi. Zato, da bi pokazali, kdo smo, enostavno. Naša vloga je bila pripraviti predstavitveni video, ki si ga bomo tudi kasneje ogledali. Ves čas smo sodelovali z različnimi mediji. Mediji so za mlade lahko okno v svet. V času digitalnega sveta smo se tudi na tak način skušali približati. Z blogom, z objavljanjem v teh spletnih vodah, pa tudi na televizijskih in radijskih medijih. Potem smo jim omogočili različne dejavnosti, da so dobili občutek za odgovornost, za samostojnost, za osebnostno rast. Tukaj so bili res, postali so pomembni. Naredili smo šolski štand. Nisem povedala, ampak v tem projektu sem sicer jaz bila zaposlena, ampak izvajalci, lahko rečem, da smo bili vsi, cela šola. Tudi takrat, ko smo imeli delovno prakso, pa nismo smeli iti v druge zavode, zaradi trenutne situacije, pretekle situacije. Je cela šola stopila skupaj. Timski duh je bil v bistvu prav neverjeten. Vse službe, ki smo jih prosili, so nam omogočile, no, evo, bomo pa mi delodajalci, ko ne morete iti kam drugam, in smo poskusno prakso vseeno opravljali. Nastala je ta hiška, naredil je naš hišnik s pomočjo naših učencev. Zdaj je okno v lokalno okolje. Nekateri zelo s pridom kurijo svojo podjetniško žilico in mislim, da lahko rečem, da imamo tudi talente na tem področju. V vse, kar smo delali, pa smo res vnašali eno pozitivno energijo, ki lahko daje marsikomu ali pa vsem zagon. Tukaj bi res samo pokazala, da smo se povezovali z vedno več deležniki, z vedno več zavodi. Ne bomo se ostavili, verjamem, da ne, ker nas sodelovanje bogatito smo danes že slišali. In bi se res rada na tem mestu zelo pač izkoristila priložnost, Romana, če še imam čas, da se zahvalim v svojem imenu in v imenu učencev vseh 5 generacij, vsem učiteljem za potrpežljivost, za pomoč, za razumevanje velikokrat, vsem delavcem šole, ki so res stopili nam naproti, kadarkoli je bilo to potrebno, vsem delodajalcem, ki so se odločili dati svoj čas, svojo energijo in torej dati tisto, kar jim učencem mi na šoli ne moremo dati. Hvala vsem tistim znanim in slavnim posameznikom, ki so vložili svoj čas, čeprav jim to ne bi bilo treba, niso nič pričakovali za meno. Hvala ravnateljici, ki je podprla ideje, tudi če so bile 4 leta. In tukaj še res nekaj spisov, se ne vem, koliko se da prebrati, ampak okolje verjetno meni, da delamo dobro. Upam, da bomo delali še naprej. Hvala.